a hodiš ti po centru Ljubljane, pa vidiš tam enega človeka, ki ti je, ne vem, grd ali pa ti ni všeč, pa se kar začneš za njim dreti, koliko si ti grd, dej pejt stran, pej dol iz ulice. Ja, to ne, ker ni normalno in tudi na družbenih omrežjih ne bi smel biti normalno. Ne. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In to je nova epizoda podcasta A ti to resno? To je v bistvu zadnja januarska epizoda. Yep. Jaz ne vem, kam gre cajt. Lih zanj sem razmišljala, jaz sem zdaj februarja, bom stara 28 let. Pač ko rečejo tako, starci leta tečejo, dobesedno to mislijo. In v glavnem ful enih takih zanimivih relatable tem so v preteklosti že odprli, po mojem, da se lahko vsak vsaj v kakšni zgodbi najde ali pa kakršnikoli najni debati. Ker mi da tudi, če imamo eno specifično zgodbo, ki te mogoče na prvi pogled ne zanima, to tako razvlečeva, da se v bistvu na koncu pogovarjava o eni stvari, ki je povezana s tem, sam je tudi tako bolj splošna. Pač odpreva dejansko to tematiko, ne? Neko splošno. Tako da, v bistvu sej, kar začniva nava preč dolgovezli, ne? Okay. Tudi to ne marava pri najnih začetkih. Čeprav, če bi kdo raj videl, da dolgovezva, kar povejte. Mi z veseljem, mi zelo radi govoriva, kot ste že opazili. Ta iskreno bom rekla, da je tako dost basic, ampak mislim, da lahko razvijeva eno kar zanimivo fajn temo potem. S fantom sva skupaj 5 let. Večkrat sva se že pogovarjala o otrocih in poroki, saj sem bila res prepričana, da je to. Dokler me prejšnji teden ni prosil, da mu nekaj pošljem na njegov Instagram. Najprej vzamem njegov telefon, odprem aplikacijo in vidim, da to ni njegov account, ampak čisto drug profil, privaten, brez fotk, brez followerjev, odprt pa je bil en DM. Ne morava kar tako vsega pozabiti. Srce mi pade v hlače, scrollam naprej. Tam je bilo na desetine pogovorov z različnimi ženskami, različna imena, datumi, ampak vse na isti princip. V tistem momentu sem bila preveč šokirana, da bi karkoli naredila ali rekla, zato sem mu samo na hitro vrnila telefon in odšla. Ko me je klical, kje sem, se mu nisem mogla javiti, zdaj se že 2 dni izogibam njegovim klicom in tičim v sobi, ter se sprašujem, kaj sploh delam s takim človekom. Kako sem lahko v teh letih spregledala nekaj tako očitnega? Ne. Ja, mislim, to je spet ena taka situacija, ki je v bistvu zelo jasna, torej pač pust ga, kaj sploh še delaš z njim, ne sploh več razmišljati o tem, je pa valjda ful bedno, ko nekdo izda tvoje zaupanje na tak način, s tem, da gre toliko delaš, da prav ustvar fake profil, da lahko nekaj tazga dela. Mislim, to mi je tudi tako noro. In tudi te fake profili, Tukaj so glih, te fake profili, ne? To se mi zdi, da se je tako v zadnjih letih toliko razpasel. Čeprav se mi zdi, da je bilo mogoče včasih, ko sem bila še malo mlajša, to celo bolj pogosto in bolj normalno, da ima že vsak drug skoraj fake profil, kakor pa recimo zdaj. A si ti imela kdaj fake profil? Imela sem, ampak, samo da povem, imela sem ga v srednji šoli. Torej, to je bilo kar že nekaj let nazaj. Zdaj se ne bi s tem ukvarjala. Kako se da še en profil tudi to menedžati? Nisem, ampak ni bil tako fake profil v smislu, da bi imela followerje, da bi imela slike, da bi, a veš kaj mislim, da bi se tako z njim ukvarjala. Bil je dejansko fake profil tako, a veš kaj, da piše tam gor, ne vem, 05. Aha, ok, sem tako, da kaj malo očekiraš ljudi. Tako je, tako je. Tako da fake profil v tem smislu to sem imela, nisem imela pa nikoli prav da bi se jaz mogla ukvarjati z enim profilom in ga tam neki buildati in to, to je pa tako v bistvu že kar malo bolano. Tudi mislim, da ni legalno, če bi jaz pač zdaj recimo pobrala neke fotke od ene druge osebe na Instagram ali pa na internetu in bi jih pol dala na ta profil, to je v bistvu kraja. Ja, to se je meni zgodilo. Že 100-krat. Pri meni je pa tako, da jaz sem pa fulkrat našla fake profile z mojimi slikami. Pač to je najslabše. Ja, ker hočeš nočeš, jaz sem javna oseba, jaz objavljam slike, nimam zasebnega profila. Sam to pa ne pomeni zdaj, da mi je kar prav, da mi ljudje kradejo te slike. Ne, logično, ne. To je, zakaj to povem, zato ker enkrat se mi je zgodilo, da ko sem bila na faksu, smo imeli eno predavanje o tej varnosti na internetu ali kakorkoli že in smo imeli pol tudi neko projektno iz tega in smo pač jaz in moje sošolke, smo neki točno o teh fake profilih smo nekaj govorili, pa to jaz sem pol povedala tudi svojo zgodbo, da se mi že večkrat to zgodilo in koliko se ti v bistvu na nek način počutiš tako violated, ne. No in pol je pa en moj dejansko sošolc, ki je bil by the way, kar je rekel, zato ker enkrat me je povabil ven na večerjo ta sošolc in sem mu rekla, da ne grem. In pol, ker imam fanta, ne? Ja. In pol mi je on tudi dejansko zameril in se ni me več pozdravljal, ni se več pogovarjal z mano, ne nič. In je rekel pred celim razredom, da sem si jaz sama kriva za to, zato ker kaj pa tako objavljam javno slike, kao, ne? Ja, okej, a veš, pač to je pa spet ena tema, ker pa meni ni všeč, ne? Da potem ljudje nekako take stvari, ki niso prav,
pogojujejo s tem, da si sam kriv, ker jih pač objavljaš. Mislim, oprosti, če je legalno objavljati slike na Instagramu, je pa ilegalno delati profile fake s temi slikami. Zakaj sem potem jaz kriva, da jaz to objavljam? Točno to, ja. A ni kriv potem pač ta človek, ki to dela, ne? In isto je recimo tudi... ne vem, s temi nesramnimi komentarji. Ne? Jaz kolikrat vidim na TikToku pod kakšnimi videi influencerjev, kakšne grde komentarje in pol je folk od spodaj tako, saj si tak ti sam kriv, kaj se greš pa javno izpostavljati. Pač čakaj malo, prosti, torej mi bomo zdaj kot družba normaliziran buljanje ali pa ustvarjanje fake profilov v kraju identitete in bomo to upravičevali, normalizirali, zaradi tega, ker so se te osebe same krive, ker se javno izpostavljajo. Točno to. Bi jaz rekla, da bi jaz, ne vem, rekla nekaj kontroverznega in bi si bila sama kriva, ker bi me ljudje začeli napadati pod komentarji, razumem. Ampak da pa jaz, ne vem, samo pač je meni to všeč, se želim objavljati, javno izpostavljati ali pa javno objavljati slike in da mi nekdo take stvari dela in mi to normaliziramo. Ne, oprosti, to pa ni okej. Čisto odvisno od človeka, ne, ampak če se pa nekdo odloči za to, ima totalno pravico. Jaz, na primer, ko grem na kakšen, ne vem, fotoshooting, jaz uživam v fotoshootingu, jaz z veseljem poziram in jaz, ko vidim kakšno lepo sliko, ki nastane, ne samo zato, ker ne vem, mogoče jaz dobro izgledam, ampak ker slika kot celota res neki, ne vem, res mi dobro izgleda. Sem pač ponosna na to in jaz z veseljem objavim. In zdaj, kaj jaz moram zdaj skrivati ta del mene, zato ker se bojo najdali eni kreteni, ki bojo to... Ki bojo fake profile delali. To pač na nek način to je tako, da ti kriviš žrtev, a ne? Tudi glede tistega, kar si rekla, ne, da naprimer drugo je, če bi ti naprimer neko kontroverzno temo odprla, pa da bi se pol tam ljudje spodaj kregali, ne? Ja, ampak po drugi strani tudi to lahko ti spoštljivo nekaj napišeš, a veš, če je tema kontroverzna, ti ne rabiš človeka napadati prav na nivoju, v smislu, da kaj ti se gnoj, ne vem kaj. Dajmo biti sam spoštljivi, ne smemo tudi tega normalizirati, da se lahko ljudi, ki se javno izpostavljajo, kar napada, ker se mi zdi, da kdaj ljudje, ki smo javno izpostavljeni, imajo drugi ljudje, ki nas spremljajo, kar občutek, da imajo neko, da nas poznajo, ali pa da imajo neko pravico do nas. Da imajo pač pravico. A veš, ampak nimajo, a ne. S tem, da tudi kogarkoli se jaz javno izpostavljam, pa veliko slik objavljam, pa ne skrivam svojih mnenj, ne, sem zelo gobčna. Veliko ljudi ne ve zares vsega o meni. Pač imaš tudi druge segmente Nine, ki jih jaz ne pokažem celemu svetu, a ne. In pač tako, večkrat se zgodi, da me kdo spozna, pa si tako pismo, nikoli si ne bi mislil, ne vem, tega pa tega o tebi, ker valjda ne bomo vsega povedala tudi, ne. Mislim, to so zdaj svet tako, ne, socialna omrežja in buljanje in vse, kar se je v zadnjih letih razpasalo meni do te meje, da mi je bolano, da recimo, ne vem, jaz tudi imam svoj TikTok in zmeri sem si želela objavljati, ampak jaz sem prišla do te točke, ko si ne upam samo sebe javno izpostavljati. Ampak to je pa žalostno, ne? Ja, je žalostno, ampak žalostno je tudi, da smo kot družba prišli do te točke, da to ne samo normaliziramo, ampak da pač da se moraš ti čeprav si, ne vem, samozavesten, gobčen in bi ti, ne vem, pasal to, ampak se pač enostavno ne upaš, ker bi te ljudje požrli. In ne vem tudi, od kje je toliko ene jeze na tem internetu, na socialnih omrežjih, ne vem, a smo toliko fovš kot ljudje. Jaz zadnje cajte, ko gledam, ko scrollam, jaz ne vidim več enega videa, kjer bi bili sami pozitivni komentarji. Ne, to se ne zgodi, ni šans. Zmeri se najde kdo in si mislim pa, sej ljudje smo različni. Meni tudi ne bo vse všeč, kar bom videla online, ne bom se z vsem strinjala, ampak to je normalno. Ne bom šla pa jaz v življenju komentirati eni taki osebi potem nekaj žaljivega, samo zato, ker mi ne bo všeč, kako je nekaj povedala, ali pa še huj, kako ta oseba zgleda. Točno to, ja. Mislim, sorry, a hodiš ti po centru Ljubljane, pa vidiš tam enega človeka, ki ti je, ne vem, grd, ali pa ti ni všeč, pa se kar začneš za njim dreti, koliko si ti grd, dej pejt stran, pejt dol iz ulice. Ja, ne, ker ni normalno in tudi na družbenih omrežjih ne bi smel biti normalno. Ne. Ampak to smo mi zdaj začeli normalizirati kot družba. In včasih je bilo to tako, da je folk to pisal pod nekimi skrivnimi profili, fake profili. Zdaj smo pa prišli že do tega, da je to tako normalno ratalo, da ima pač človek profil ko svojim otrokom in ženo in ti komentira, ne vem, ogabna si, dej pejt se ubiti. To so res grozne stvari, a ne? Ne. Ampak res, in jaz se v bistvu sploh se ne kregam več s takimi ljudmi. Jaz jih reportam jih. Če pa ti gre vse na živce na TikToku, pa vprosti ne vem, kaj delaš sploh na TikToku. Ja, sedaj mogoče kdaj naslednjič, ko vidiš kaj, da nekdo nekaj pove, pa da ti to ni všeč, mogoče se malo zamisel, koliko enega poguma zahteva to, da se ta človek sploh tako javno izpostavlja, čeprav ve, da bo dobo verjetno zaradi tega ne vem, koliko enega hejta. In to je v bistvu na nek način spoštovanje vredno. Tako da če že ne moreš spoštovati tega, kar on pove, pa razumeti, spoštuj vsaj to. Še bolj ogabno mi je pa to, ker vidim ne mulcev. Ker mulce še nekako razumem. Si rečem, ok, star si 13 let, ne razumeš, kakšne posledice lahko to pač nosijo, ne, ta tvoja dejanja, komentarji, boš odrastel.
Pa vidim starejše ljudi. Ampak starejše v smislu 40, 50 plus na TikToku, ne da je karkoli narobe, da so na TikToku, ampak več kot očitno ga ne znajo uporabljati oziroma ne poznajo nekega osnovnega bontona socialnih omrežij. In komentirajo tako grde stvari, res grde stvari, stari so pa sami 60 plus, pa da te ni sram, kakšen vzor daješ ti svojim otrokom ali pa vnukom že s tem, da to delaš. A so tebe doma tako učili, da si se ti tam drl na polju za nekom, koliko si grd ali ne vem kaj. Ne predstavljaj si to. In evo, ko si to predstavljaš, ne v glavi, vizualiziraš to. Vidiš, koliko je to glupo. In zakaj pol ne moreš sam tega razumeti, da je v tem kontekstu tudi glupo. In grdo, in predstavljaj si, da bi to nekdo tebi delal. Ja, ker pri tamalih si mislim, pač boste odrastali, boste se naučili, boste videli. In zelo veliko komentarjev, ki vidim, prehajajo od starejših ljudi. Sploh ne več toliko od mulcev na TikToku, ampak od starejših. Če se ne znaš obnašati, kaj sploh imaš potem ta TikTok? Ampak to me pa toliko me razjezi, se pravim, jaz se ne izpostavljam tako javno, tako da nimam načeloma problema s tem. Ampak imam pa problem, ko vidim kakšne mlade nadobudne, ki si pač jih samo to veseli in si želijo, ne vem, delati na TikToku kot nek hobi zraven. In potem vidim komentarje od 60 plus let starih gospodov, ki imajo profil kot tam na nekem traktorju. In si mislim pa, Jože, kva tep ni jasen. Sorry, ampak kaj tep ni jasen? Kaj ti sploh delaš tukaj gor? In zadnjič sem prav videla en TikTok, eni punci, je en gospod neki ogabenga napisal. Ogabenga, tudi, ne vem, 50-60 plus star. In, ker pač naš Jože ne ve, kako se uporablja socialna omrežja, je imel on zraven napisan še svoj mail, pa svojo službo, pa pozicijo, vse. In je šla bejba pisati na to službo, na to delovno mesto. Poslala vse screenshote. Rekla, a vi se pač radi asociirate za tako osebo, ki take grde stvari piše. Res, komentar je bil ogaben, komentar ni bil tako grdasi. Komentar je bil hardcore, ubi se, ena glupa, debela, tako ogaben. No, ni več tam zaposlen. Tako da, vi morate tudi malo gledati na posledice, ki jih vaša dejanja oziroma vaši komentarji tukaj prinašajo. Jaz v življenju še nisem ene stvari komentirala. Če se že ne strinjaš, kakor sva rekli, pač obstaja način, da to lepo poveš, ne? Spoštljivo. Obstaja tudi nov način na TikToku, recimo, ko ti klikneš na video in daš not interesting. In to potem pomeni, da ti tacga kontenta ne bo kazal. Ali pa blokiraš konc koncev. Točno, greš lahko še en korak nočeš tega gledati. Blokiraš. Tudi nama se realno na enem podcastu na družbenih omrežjih že dostikrat zgodilo, da kar neki komentirajo, neki na foru, koga to sploh zanima. Ja, če te ne zanima, dragi moj, pa ne gledati. Ti si pa vzameš čas, očitno pogledaš in pol komentiraš. In če boš ti zdaj nama komentiral najne videe, to pomeni, da ti jih bo še več metal, ker bo TikTok algoritem mislil, da ti interakciraš z nama, ker ti je to všeč. A naj sej razumem, pač ti je moteče, da ti je vrgel naju na For You page na TikToku. Ni problema, blokiraš. Ne pa, da interakciraš z nama, ker pol bo sam še večkrat metal. In bo šele v bogi mogo to gledati. Takim ljudem zmeri midve narediva uslugo in jih blokirava. In to je to. Ne rabiš na gledati, mi da pa tudi ne raba takih sledilcev oziroma interakcij. Sorry. Iskreno tako, kdaj se mi zgodi, mene pa taki komentarji, recimo na foro grda si ali pa kaj tasga, tako če bi jih že dobili, ne, mene zmotijo. Pa sej te ne prizadane. Ampak sam tako, ker so lih pri tem, sam to hočem izpostaviti, da kaj mene najbolj moti. Mene najbolj motijo te idiotski komentarji, ker človek sploh ne pogleda videa, pogleda naprimer prvi par sekund in pa sam na tistih prvih par sekund komentira nekaj, kar mi da že tako razloživa v videu. In sem sam tako... To se je takrat zgodilo pod unim videom, ko sem jaz nekaj govorila za pse pa otročke pa to. In me je razjezil, točno zato, ker sploh ni pogledal tega videa in točno to, kar je on meni napisal, sem jaz povedala in argumentirala v tem videu. In sem pač, poglej si video do konca. Folk sploh, točno to je to. In to so tudi te komentarji grdi na TikToku in na socialnih omrežjih. Pač ti sploh ne pomisliš, preden karkoli napišeš. Ne pomisliš ne na posledice. Nisi niti toliko, da bi video do konca pogledal, pa da bi videl, kaj sem sploh recimo jaz takrat v tem videu rekla. Ne, ti greš to komentirati. In pač kdo zdaj tukaj izpade neumen? Ja, ti. Sorry. Res je. Pač res. Tako da jaz tudi mene te komentarji, da nekdo napiše, ne vem, grda si ali nekaj, pač se me ne zmot, kaj mene briga, če mi to ena Štefka tam reče. Ja, sej res. Vse mi je, sej ne poznam. Ampak ne gre se za to, mot me sploh ta način razmišljanja, mentaliteta ljudi, pač kako smo lahko kot družba tako neinteligentni in smo prišli res do te točke, da normaliziramo tako obnašanje. Če ni normalno, da se na čopove en dere za tabo grda si, pa tudi ni normalno, da ti komentiraš nekaj tacga nekomu. Res je, ja. No, zdaj pa greva naprej od tega. Sej verjetno bova to debato v prihodnosti tudi še odprli, iskreno, ker se mi zdi, da je treba. Debata. Na vsake toliko časa je treba take stvari povedati, se mi zdi.
Ali sem kretenka, ker nočem odpustiti prijateljici, ki mi je kradla, čeprav se bori z odvisnostjo. Torej, zbiram parfume, sem tudi alkoholičarka v okrevanju, tako kot vsi v tej zgodbi. Moja bivša prijateljica tudi obožuje parfume. Spoznali smo se v skupini za okrevanje in se povezali prek izmenjevanja vzorcev dišav. Imam nekaj parfumev, ki so ji zelo všeč, ampak si jih ne more privoščiti. Skozi leta me je večkrat vprašala, ali bi lahko odlila malo parfuma, in ker parfumi sčasoma propadejo in jih itak ne moreš uporabljati neskončno, sem ji v vseh primerih razen enega z veseljem brezplačno napolnila potovalne atomizerje. Izjema je le en parfum. Ta parfum sem kupila, da sem obeležila svojih prvih 6 mesecev treznosti in ima zame izjemno močno čustveno povezavo s tem dosežkom. Ko me je vprašala za vzorec, sem ji rekla, da jih lahko dobi zastonj v eni trgovini, ampak ker ima moja steklenička tak čustven pomen, sem želela, da mi zdrži čim dlje. Prijateljica me je obtožila, da ne znam deliti in da sem negotova, ker nočem, da kdo drug diši kot jaz. Kasneje se je opravičila, opravičilo sem sprejela in stvari so šle nazaj v normalo. Dokler je nisem povabila skupaj z nekaj prijatelji na movie night. Ko sem stopila v spalnico in zavohala svoj parfum, sem takoj posumila, da ga je uporabila ona, ampak nisem imela dokaza, zato sem bila tiho. Naslednjič, ko smo se videli, sem ga zavohala na njej. Vprašala sem jo, ali si je kupila stekleničko, pa je rekla, da je dobila vzorec, kot sem predlagala. Nekaj v načinu, kako je to rekla, in izraz na njenem obrazu sta me prepričala, da nosi moj parfum. Začela sem se umikati in ji nisem več vabila k sebi, vse do noči čarovnic, ko sem imela vse najine skupne prijatelje pri sebi in ji nisem mogla izključiti, ne da bi postala to neka čudna stvar. Sredi večera je šla na stranišče in je bila tam zelo dolgo. Ko sem šla preveriti, je steklenička tega parfuma manjkala z moje omarice in vonj sem lahko zaznala skozi vrata kopalnice. Jokala je in se opravičevala, govorila, da ni mislila, da je to tako velika stvar, da ima težko obdobje, da jo vonj pomirja, da ni mislila, da bom pogrešala samo malo in tako dalje. Čeprav se naši prijatelji strinjajo, da je to, kar je naredila narobe, so obsedeni z idejo, da se ona bori, da travma in zasvojenost povzročita, da se ljudje grdo obnašajo, in pravijo, da sem hinavka, če ji ne odpustim. Jaz osebno mislim, da je hotela moj parfum zato, ker ima sentimentalno vrednost in da uporablja zasvojenost in travmo za manipulacijo naših prijateljev. Joj, to pa je taka malo smotana tema. Ja. Predvsem mogoče zato, ker jaz, recimo, nisem ekspert glede teh stvari, glede zasvojenosti in tega. In jaz verjamem, da ti pač nisi isti človek, oziroma če se spopadaš z neko odvisnostjo, če imaš pač takšne in drugačne probleme v življenju, kakor pa če ti vse štima. Pri odvisnosti je tako, da recimo, ne vem, jaz sem že dostikrat brala zgodbe, ko je kakšen sin kradel svoji mami denar, zato da pač je potem lahko vzel za fiks in veš, ti ne moreš zdaj njega obtožiti kot enega kradljivca, ne? To je res drugače, to je po mojem odvisnost, drive, ki te, sploh ne znam tega opisati, ne vem, ker jaz nisem odvisna, nikoli se nisem s tem spopadala, ampak verjamem pa, da ti res kot oseba, kot človek si pač čisto drugačen, ko se z nekimi takimi stvarmi spopadaš, tako da tukaj ful težko rečem, a je to, da je pač taka zaradi odvisnosti, da je moraš oprostiti, oziroma ne oprostiti, ampak da moraš mogoče malo tudi iz drugega zornega kota pogledati na situacijo. A veš, kaj mislim? Jaz lahko zdaj gledam na to kot normalen človek. Pač ti kot frendica si postavila neko jasno mejo, si rekla, da si pač ne želiš, da ti to stekleničko vzame, da ti pač ful pomen. Si dala tudi neko zastonj alternativo, ti vsem tega nisi upoštevala, si se ji še lagala, si še skrivala, pač to zame ni prijateljca in jo totalno presekaj in se ne pogovarjaj več z njo. Jaz bi se tako strinjala dobesedno s tem, kar si zdaj rekla. A veš, in pač jaz pa recimo imam te izkušnje, ne, zato ker moja sestra se je pač drogirala večino mojega lajfa, ne, tako prav težke droge, ne. In to v osnovni šoli, srednji šoli in je tudi, ne vem, kradla denar, pa lagala, pa ne vem, kaj vse je delala in je ful prizadela pač nas, ne, in ljudi okoli sebe in to je bilo ful težko gledati. Sam je pa zdaj trezna že 10 let, ne. To zdaj ta situacija tukaj je po mojem sam nek izgovor. Pol so tukaj še komentarji bili dodani pod ta post, da bo je tako ful enega dosega in so pač tako ljudje rekli, ne, da odvisnost je v bistvu bolezen in ko se ti s tem spopadaš, ti res nisi pod kontrolo. Ne? In kot vsako bolezen moraš tudi odvisnost tretirati kot neke, tako da ima neke simptome, ki jih je pač pol treba pozdraviti. In pač to laganje pa kraja, pa to pride s tem, zato ker ti sam hrepeniš po tistem naslednjem fiksu, po tisti naslednji dozi. Sama veš, to, da ona krade njej ta parfum, sploh nima veze za res z odvisnostjo. A veš, kaj ta njej parfum zdaj sploh pomaga pri tej njeni poti? Jaz ne rečem zdaj ona, da bi mogoče naskrivaj kradla denar, ker bi hodila si naskrivaj kupiti, ne vem, tam heroin. A veš, kaj mislim? Ne, razumem. Ampak jih rade samo zato, ker pač si ne more pomagati. Jaz sem bolj na to gledala tako, ker pač se spet, jaz nisem ekspert za take stvari, ampak jaz mislim, da pač odvisnost te prej spremeni tvojo celotno osebnost. In a veš, mogoče to prej punca,
ki je bila, ne vem, v šoli ful pridna, se ni nikoli lagala in to je zdaj pač ta neka odvisnost spremenila celotno njeno osebnost in pač zdaj krade in se laže. A veš, kaj mislim? Tako, ne samo zdaj za denar, pa da dobi za naslednji fiks, ampak dejansko pač, a veš, je taka, ne zna drugače shendlati, kopati te situacije. Jaz sem bolj tako, no, mogoče iz tega vidika gledala. Vsem to ni prav, kar je naredila. Odvisna ali pa ne vem, če bi lahko pač imela tako prijateljstvo, oziroma bi prej ji pomagala pri temu, da se res pozdrav in mogoče v tem času njenega zdravljenja bi se mičkan distancirala od nje. Ja. Pač bi se lahko dobili in vse, ampak ne bi jo pa zdaj glih vabila mogoče k sebi domov, no, v tem smislu. Pol pa, ko bi videla, da se je res njen karakter, njena osebnost, da sta se spremenila, da pač gre dejansko na boljš, ne. Pol pa mogoče pač bi začela neko novo poglavje z njo in se lahko družila. A veš, tudi to mi malo tako, malo mi deluje, ne vem, recimo tako, izgovorim zdaj z moje sestre, ne, pač ona kot bivša odvisnica ima ful ene empatije za druge odvisnike. A veš, v tem smislu pač, ne vem, pa tudi bo spoštovala proces, kakorkoli že. Sam, a veš, tudi tako, toliko ima empatije, da si ne bi nikoli dovolila mogoče povzročati eno tako škodo osebi, ki lih okreva, ne. In ta punca je rekla, da ta parfum njej predstavlja to neko sentimentalno vrednost. Spominjajo na to obdobje. Razumem. In to je za njo kot neka, ne vem, kot neka njena mini nagradica zase, da je pač prišla tako daleč. In ta, kot njena kolegica, ki se načeloma tudi spopada s tem, in točno to gre krast in ne razume in jo obsoja, da ji noče posojati, noče pomagati, čeprav je v preteklosti že ne vem koliko enih parfumov posodila, točno to je naredila in ona pa pač zdaj pa enkrat ne, in pa to ni prav. To meni deluje, veš, tako odvisnica ali pa ne, kada sam pač nisi lih najboljši človek. In tudi v tem primeru ta parfum tej ženski nič ne pomaga v smislu. Ni tako, da bi ga lahko prodala, pa dobila denar za fiks. A veš, odvisni tako, oni sam razmišljajo o tem, kako bojo oni prišli do tistega naslednjega fiksa. Konec koncev tudi, kad ti okrevaš, se ne smeš v bistvu na nek način obkrožati s takimi ljudmi, ki lahko mogoče iz tebe izzovejo ali pa te v bistvu spodbudijo, da bi ti zabredel še bolj. A veš, ne smete čustveno še bolj v bistvu, ker ti si takrat najbolj nestabilen. Ti moraš biti obkrožen z ljudmi, ki te stabilizirajo, pa pač veš, da te ne bojo povlekalo nekaj slabega. Na nek način to je kot nek slab vpliv je ta ženska. A veš kaj, zato mi je bilo tudi čudno, ker si rekla, pa te frendi, a ne, so isto imeli neke te probleme. Oni so se skupaj spoznali na tej grupi, v tej skupini, kar ni nič narobe, ampak potem si pa rekla, da so imeli Halloween party skupaj in sem lahko pismo, a ni to malo riski, da ti po 6 mesecih, greš komi čez 100, da imaš kar Halloween party z enimi bivšimi odvisniki, ki grejo tudi zdaj čez 100 in malo straglajo. Veš, to ni zdaj 10 let po tem, ne, in smo vsi trezni. Okay. Ker, a veš, kaj je tudi pri tem? Pač tudi moja sestra, ona preden se je zares strezala, ne, ona je večkrat se vmes strezala, pa je pol spet zabredla. In a veš, ker ni bila nekaj časa, sploh ni bila zares resna glede tega. Pač je tako naredila, ker je mogla, ker ne vem, enkrat so jo še zelo aretirali in je pač mogla iti se zdraviti. A veš, kaj mislim, prisiljena je bilo to. Ni se da res sama zavestno odločila, da bi to naredila. In pol je pač, relapsala konstantno, dokler se je pač ni nekaj zgodil, da je pač končno se je malo strezana in je rekla, zdaj pa res dost. In zdaj, kakor pravim, se 10 let že drži tega in hvala Bogu, a ne. Pol, nekaj se ti obkrožiš s takimi ljudmi, ti zares ne veš, koliko so oni resni glede tega. Ker ta punca, ki jo krade te parfum, ki jo kradla ta parfum, jaz sem takoj pomislila na to, da mogoče ona je relapsala, da to še vedno dela, pa ne vem, nimam pojma, oziroma da pač ni to resna, kakor si ti rekla. Pač ta druga punca je to res resno vzela, ona pa se mi zdi, da še ne in mogoče to zdaj v tem trenutku ni glih najbolj primerna družba zate, ko se pač trudiš. Točno to. In se je v bistvu pol ta punca, ki je napisala to zgodbo, je dejansko tudi malo updatala in je pač povedala, da je zdaj to v bistvu skupino skenslala, lih zato, ker pač tudi sama rab malo, a ne. Točno to, distancirati. To mi je bilo ful všeč, kar je napisala in se mi zdi pomembno, da preberem. Se pravi, ob vsem tem pa zasvojenost je bolezen. Ni moralni neuspeh in sama po sebi ne pomeni, da si slab človek. Način, kako ljudje govorijo o odvisnikih in zasvojenosti, je lahko zelo težko brati, še posebej kot nekdo, ki je v okrevanju. Prosim, da se spomnimo, da so vsi v tej zgodbi, vključno s to prijateljico, še vedno ljudje. Ne odpuščam mi kraje parfuma, laganja ali manipulacije prijateljev in poskusov manipulacije mene, ampak priznavam, da karkoli jo žene, tega ne počne, ker bi bila srečna in zdrava. Upam, da bo nekoč dobila pomoč, ki jo potrebuje, da ne bo več škodovala sebi in drugim okoli sebe. No, evo, točno to. Pač to, kar sem midve povzeli, je ona zdaj zelo nakratko in zelo lepo napisala. S tem, da še nekaj bi dodala, kot pač nekdo, ki je pač povezana z neko bivšo odvisnico, pač v smislu, da odvisnost je zares v bistvu bolezen. Pač marsikdo prav tudi, da je to izbira. In le ne rečem, ti na začetku mogoče
ja, izbereš to na nek način, lahko rečeš ne. Ljudje, ki Sam, pač ki tega ne niso navajeni, razumejo. ki ne razumejo, ne? Če si pa ti res odvisen, recimo to je tako kot kava, pa se to se zdaj sliši bizarno, kava ali pa cigareti, ki v bistvu niso neka prepovedana substanca. Ampak so ljudje, ki pač ne morejo zjutraj vstati in začeti dneva brez kave. Ja. In to je pač tudi odvisnost. In predstavljaj si ti, kako bi se ti počutil, da bi en teden ostajal brez kave, bil bi pa odvisen od kofeina. Ja, grozen, verjetno bi se tam tresel, ne, živčen bi bil. Zdaj pa si predstavljaj, da bi bil ti pa na neki hujši substanci, na heroinu, bog ne dej. Pač kako je šele to, ne, kad te to zadane. S tem, da noben se zares ne zbudi zjutraj, pa si reče, ja, jaz bi pa rad bil odvisnik. A veš, kaj mislim, imaš demone, imaš stvari, ki te pač ženejo v to, da prideš do te točke, toliko nizkotne točke, da zabredeš v neki tazga, in pol, ko enkrat zabredeš, pa pač se dobesedno, tudi če se hočeš, se ne moreš ven pobrati, zelo težko je. Pač mora se ti zdi, mislim, vsaj po mojih izkušnjah je tako, da se ti mora zgoditi nekaj res traumatičnega ali pa nekaj, da te snepa aurove, da se zbudiš na nek način. In je mogoče, ne, sam je toliko težko. In je res bolezen in tako malo mi je žalostno, veš, ko ljudje zmerjajo te junkije, pa jih tako tudi imenujejo, pa tako na njih gledajo kot na ne vem, da so tam ena smet na cesti, a ne. Pa pač v bistvu to so zelo, mislim tako. Jaz, kot pravim, moja sestra je ena izmed najboljših ljudi, kar jih poznam, pa je delala grozne stvari, ko je bila odvisna, veš, pa je ena izmed najboljših tako oseb po srcu, ne, naprimer, tako, mogoče še celo boljša od mene, ne vem. Pa tudi spoznala sem, spomnim takrat tisti cajt enega njega kolega, ki je bil tudi odvisnik, ne, ampak tudi on, toliko dober človek. In se mi zdi, da doskrat v bistvu taki res dobri ljudje zabredejo, ker ne vem, ali so toliko empatični, ali se jih toliko dotaknejo ene stvari, pa niščem zdaj izgovorov za njih, sam pač hočem mogoče približati tudi to, da ni tako črno-belo, ne. Ker verjetno kdaj, ko ti vidiš nekoga na cesti, pa je tam cel zanemarjen, pa se drogira, pa si tako misliš, malo te je kar strah na nek način, sam njih briga zate, oni se sami sabo. Mene tudi recimo grdo zdaj brezdomci primera, pa tudi niso zdaj vsi brezdomci odvisni ali kakorkoli, ampak tako je tudi nasplošno, kako ljudje tretirajo brezdomce. Kao, zakaj bi ti dal tukaj drobiš, kao pa itak se pej delati. Pa delati, ja, se lahko. Mene to, lej, vprosti, jaz ne vem, kakšno zgodbo ima ta brezdomca s sabo. Jaz, zdaj še vidim enega brezdomca, pa mi res gleda na prvo žogo, kakor da se drogira. Mu nikoli ne bom dala denarja. Ker veš, da bo šel za druge. Za druge. Kar pa naredim je, da grem ponovadi, klej, ko so pri Bavarcu doskrat, v Mercator po sendvič in mu dam sendvič. Pa so pa tudi kakšni te, ki jih pa v bistvu jaz že poznam in Pavel, recimo moj fant, on že vse brezdomce pozna. Zdaj, ker on skozi kupuje te Kralje ulice in so mu ful všeč. Ja, jaz tudi, in se pač skozi njimi pogovarja. In je pač ful me dejansko všeč njih spoznavati in spoznavati njihove zgodbe. Tako daj jim neko priložnost, a veš, ni tako, da bi, fuj, brezdomc, ne. To je pa zelo lepo. In točno ve, kjer so tako, pač kjer jim bo dal denar, pa recimo, kjer jim bo dal sendvič. Ampak nikoli jih pa ne bi, ne on, ne jaz, ali pa kdorkoli iz moje družine pač gledal z nekim gnusom, enako kakor pač ljudi, ki se fiksajo odvisnike. Meni je lih nekdo zanj tako rekel, po moje, da sem jaz nekomu dala tako denar enemu brezdomcu, mogoče bi mogla tudi sendvič dati, ne samo v tistem trenutku, ko sem imela drugič in sem rekla, deloval je v redu, star gospod je bil, ne vem. V glavnem, in pač ja, ne vem, kdo je bil z mano, ampak mi je ta oseba prav tako rekla, jaz pa njim nikoli ne dam, zato ker so si sami krivi, ne grejo delati. In to je spet to neko posploševanje. Ja, res, pač kako grdo. Pol si pomislim na to, da bi nekdo za mojo sestro rekel, junkie, sama se je odločila za to. Pač kaj ti veš? A veš, kaj bi jaz rekla, recimo takim ljudem, ki rečejo to za brezdomce, bi rekla, kup ali pa dub, ne vem, vzem si enega Kralja ulice, pa pač začni brati tam njihove zgodbe, ker niso vse zgodbe tako, da jaz sem se pa začel drogirati, tako sem se sam odločil, nikoli si nisem želel delati in sem šel raj na ulice. Ni, pač preberi si njihove zgodbe, pa boš mogoče potem malo drugače tudi gledal na njih in ne boš vsega toliko posploševal in jih metal v isti koš. Točno to, ja. To je pa meni, a veš, tudi te, ki so odvisni brezdomci, se tudi za njih mi je groza, ne, ker verjamem, da bi si želeli nehati, pa ne morajo, pa mislim, grozen je to, ne? Tako da tukaj, da mi zdaj pač nekaj obsojamo, pa niti nismo sami še tega doživeli, ne vemo sploh, kaj pomeni odvisnost, ali pa kako je pristati na ulici zaradi ne vem kakšnih problemov socialnih in tako, res, meni to me je ful grdo, no. Se strinjam. Tako da jaz tukaj pač takih stvari ne podpiram, če bi pa meni to nekdo rekel, bi pa rekel, sposod si Kralje ulice, pa preber, pa mi pol povej. Pametno, ja, se strinjam. Tako da evo, tudi mi, če imate vi kakšne predsodke glede takih ljudi, mogoče bi bilo pametno, ja, prej se malo pozanimati. Ne, ker ne moreš metati vseh ljudi v isti koš. Ne moreš. Ne. Sorry. Zdaj pa, ali sem kretenka, ker razmišljam, da ne bi šla na sestrino poroko?
Nočem iti na sestri na poroko, ker se je odločila povabiti mojega očeta in mojo teto, torej njegovo sestro. Moja teta je čez praznike objavila fotografije z mojim očetom in njegovo novo ženo, kar je moja mama ful sprožilo. Moja sestra noče izbirati strani, zato igra nevtralno vlogo in poskuša povabiti vse ter predpostavlja, da bova jaz in moja mama to pač prenašali, kljub temu, da nas je oče zapustil na izjemno brutalen način. Varal je mojo mamo in potem jo je pustil v finančni katastrofi. Moje sestre to ni prizadelo, ker je na srečo zanjo takoj po diplomskem študiju dobila službo in živela s fantom. Jaz te sreče nisem imela in sem se morala vrniti domov, ker sem več kot 1 leto iskala službo. V tem času sem gledala, kako se moja mama bori, da sploh pride skozi mesec, a ker je moj oči praznil njun edini skupni bančni račun in denar porabljal za to drugo žensko, naš dom pa popolnoma zanemarjal. Na koncu sta prodala hišo in še leta kasneje se moja mami finančno še vedno pobira po tej ločitvi. Nočem biti niti v istem prostoru s tem človekom. Njegova sestra, torej moja teta, ki je objavila fotografije, in njegovi starši to obnašanje podpirajo in se delajo, kot da je vse sprejemljivo. Moja sestra poskuša biti nevtralna, mene pa skrbi, kakšen backlash bom dobila, če ne bom šla na poroko, ker je to tvoja sestra, moraš iti, stisni zobe za en dan in jo podpri. Čeprav zelo dobro vem, da če bi bila ona v moji situaciji, to ne bi bilo okej. Meni to smrdi po totalnem pomankanju empatije. Moj fant tudi misli, da če ne grem, bom uničila odnos s sestro in da mi bo žal, ker je moja edina sestra. Jaz pa trdim, da bi morale tudi moje meje nekaj pomeniti. On misli, da to delam izključno iz jeze. Ok, zdaj pa tako. Mogoče malo moje kontroverzno mnenje. Jaz ne vem, kaj ima tukaj njena sestra z odnosom, ki ga ima ta punca s svojim očetom. Res ne vem. Pač ne vem, kaj ima ona tukaj veze. Zdaj več kot očitno je, da sestra na pač njunga očeta ne gleda enako kot ona, kar tudi pač ne moreš zameriti. Ne moreš ti, jaz sploh zdaj nočem opravičevati očeta. To, kar je on naredil, je bilo grdo, je grozen, da tako zapustiš familijo, da si ustvariš drugo družino in da totalno pozabiš na vse. Grozen. Ampak kle tvoja sestra ni nič kriva, ona nima veze s tem. Kar pomeni, da zdaj to, da ti ne bi šla na njeno poroko, ne samo, da ni fair do nje, s tem daješ tudi pač nekako zavedati, da je ta tvoj oče zmagal na nek način. Ne? Mislim, sej na poroki bo verjetno več ljudi, kar pomeni, da ti se lahko mod izogneš, ali pa če že pristop do tebe, lahko rečeš, lej, vprosti, jaz zdaj mislim, da poroka ni pravi place in čas, da se pač mi dva o tem pogovarjava. Nisem ti še pripravljena oprostiti in to je to, se distanciraš, ker itak tja prideš zaradi svoje sestre. Ne prideš zaradi oče, ne prideš zaradi nobenega drugega, ampak zaradi nje. Tako da mogoče to res, plus poroka je neka taka stvar, ki se ti zgodi ponavadi enkrat v življenju. Ja. In to je res tako, ne, to ni tako, kot nek rojstni dan, ki lahko rečeš, ok, ga bom pač letos spustil, pa se dobimo naslednje leto ali praznujemo ob priliki, ko se vidimo. In tudi to, da zdaj ti njej zameraš, ker ona pa gleda na to situacijo z očetom drugače kot ti. Ja, ne moreš, pač ona je to doživela drugače, ona je to občutila drugače in nima še ti zdaj pravice obsojati. To ne pomeni, da se rapa zdaj ona isto počutiti kot ti. Ja, jaz tako, ful nisem vedela, na katero stran se boš ustavila, kaj boš točno rekla, tako da tukaj sem na malo dilemi, ampak se strinjam, tako da ni, to, kar se še mene, to ni kontroverzno, pač jaz se čisto strinjam s tabo. Mislim, da je to tudi ful dobra prilika, da ti na nek način mogoče se postaviš v eno tako cono nelagodja, pa da se naučiš, kako take cone shendlati. Ker v lifeu to se ti bo velikokrat zgodilo. Na hotel nekoga gledati, pa ti ne bo všeč, pa boš mogel, boš prisiljen v to. Ali je to v službi, ali v šoli, ne vem kje. In pač ne gre drugače, moraš stisniti zobe in ja, to je življenje. Vem, kako slabo zveni. In jaz tako, če bi bila v srednji šoli, bi po moje razmišljala točno tako, kot ona razmišlja. Bi bila isto tako zlovno, ne pa kaj bom izgledala, pa jezna, pa tako isto bi bila, ja, sestra, kva ti dobro veš, kva nam je naredil, ti ga pa kar vabiš, kva je s tabo. Bi bila, mogoče tudi jaz takrat taka, ampak zdaj, ko sem pa malo, ne vem, odrasla, pa malo drugače gledam na te stvari, pa se zavedam, da nikoli ne bo zmer tako, kot jaz hočem in da se ne vrti cel svet okoli mene. To je dan njene sestre in ona iz nekega razloga njemu ne zameri to, kar mu ona, in to je treba spoštovati. Pač v redu in ga je povabila. Jaz mislim, da tukaj moraš biti tista večja oseba, bolj zrela in reči, ok, ne glede na to, da jaz njemu toliko zameram, to je vseeno moja sestra, ki nima nič veze s tem, jaz bom prišla tja podpreti njo. Pridem zaradi nje. Saj to. In to je to. In pač ti bom verjetno neprijetno, to se čisto strinjam, ampak a ne imaš v glavi, da si pač prišel tja zaradi svoje sestre. V bistvu moraš sama pri sebi razčistiti, a je tvoja ljubezen do tvoje sestre večja kot tvoje sovraštvo do tvojega očeta. Bravo. Ja, točno to. Točno to, ja. To je zelo lepo povedano. Hvala. Wow, ja, absolutno, tukaj se strinjam, podpišem pod to, kar je Nina zdaj rekla. Jaz, mogoče, če bi bila jaz ta sestra, ki se bi poročila, iskreno bi mogoče malo zamerila svoje sestre, če ne bi prišla, no.
Jaz bi v bistvu malo zamerila, če ona pač ne bi prišla zaradi tega. Ne? Jaz ne vem, če bi zamerila, ampak bi pa podzavestno bila zelo užaljena. Mislim, podzavestno. Bila bi kar užaljena. Ja, užaljena bi bila. No, rekla bi tako, če nočeš tvoja stvar, sam da ti pač povem, meni je to zelo ful prizadel. Ja. Pač tako bi rekla, meni to res ful prizadane. Verjetno, ne. Večina ljudi se strinja, pač tako, ker sem na hitro pogledala, da ta punca je kretenka v bistvu, ne? Da pač tako razmišlja na nek način, da pač ne bi šla na sestrino poroko. Se pravi, v bistvu so podobnega mnenja. Ja, večinoma tudi imaš ljudi, ki niso. Tukaj kar razdvojen, iskreno. Tako da zanima me, kaj si ti misliš, komentiri. Se to, ja. S tem, da meni tudi po temu tekstu malo tako deloval, mislim, mogoče zdaj jaz tukaj preveč analiziram, ampak na določeni točki je ta oseba napisala kao neki na foru, da je njena sestra bila dost srečna, da pač ni bilo treba živeti več v tej hiši in da se je ona svoja mami sama spopadala s tem. In jaz imam mogoče malo občutek, da mogoče ona malo zamer svoji sestri. V smislu, ti si bila unata srečna, tebi se ni bilo treba ukvarjati s tem, kdo je pa mogel ostati doma, pa ne vem, pucati svinarijo. Sestra klej ni kriva. Sej vem, da ni. Sestra, ja, veš, jaz tudi mislim, da je malo zamer, ker sestra pač tega ni občutila tako kot ona. Ja, ti ne moraš osebi zamer, zaradi tega, ker ona pa pač ni doživela te situacije isto kot ti. Ja. Mislim, sorry, ne moreš niti pričakovati, da bojo pa zdaj vsi, ne vem, se isto počutili, pa isto doživljali stvari. To je pač emocionalno nezrelo. Ja, točno in to je ja. Mogoče tudi tako, ker so se v prejšnji epizodi pogovarjali o teh potovanjih, a ne, pa da pač ti mogoče nekaj ne boš podzavestno zameril svojemu partnerju, ker nekam nisi šel, zato ker pač si boš rekel, ok, če ne bi bilo tebe, bi pa šel. To je isto podobna situacija tukaj, se mi zdi. Tako da, ja, jaz bi tukaj rekla, da si kretenka. Ja, jaz tudi. Žal, če je bilo pač to vprašanje, no, to je the verdict. Okay. Zdaj pa še eno zgodbico, in sicer to nam je pisala poslušalka na Spotifyju. Že v prejšnji epizodi smo eno Spotifyja prebrali od poslušalke in zdaj pa še tole. Hej, stara sem 16 let in hodim v drugi letnik vzgojiteljske šole. Ne nosim make-upa, ker mi to ne paše in ker se preprosto bolje počutim brez. Nočem izgledati kot punce, ki imajo že v osnovni šoli gor 5 kg ličil. V osnovni šoli to nikogar ni motilo, ko pa sem prišla v srednjo šolo, so me sošolke začele zafrkavati, zakaj ne nosim make-upa. Vedno jim odgovorim, da mi to pač ne paše in da sem raje naravna, ampak se norčevanje še kar nadaljuje. Šla sem do razredničarke in ni to povedala, rekla je, da se bo z njimi pogovorila, ampak tudi potem, ko se je z njimi pogovorila, se ni nič spremenilo. To pišemo v imenu sebe in moje najboljše prijateljice, ker se enako dogaja tudi njej. Pogovorili smo se tudi starši, ampak oni glede tega ne morejo kaj dosti narediti, zdaj res več ne veva, kaj naj sploh še storiva. Hvala, če boste to predebatirali. Ok, mislim, prvo kot prvo mi je absurdno, bizarno, da se zdaj zafrkava otroke, mlade punce, ki ne nosijo make-upa. Ker jaz se spomnim, recimo, pri meni, zdaj se je to ful normaliziralo, make-up, in se mi zdi tudi nasplošno, tako baby punce izgledajo veliko starejše, kakor dejansko so. Jaz v osnovni šoli, pa to govorim res do 9. razreda, jaz se nisem znala maskare dati gor. To je bila izjema, da sem videla kakšno punco, ki se je dejansko dala maskaro gor na WC-ju, in meni je bilo to, wow, pač kako si daješ sploh lahko to gor. In tudi srednja šola, prvi letnik, nič make-upa, totalno, pol šele sem začela malo eksperimentirati. Tako da je neka taka tema dejansko stvar buljanja. A ne? Mi je tako, zato mi je bila ta zgodba toliko zanimiva, ker enako je bilo pri meni. Jaz do osnovne šole v osnovni šoli nisem znala, ena kolegica dejansko je in mi pol ona kdaj pomagala, pol v srednji šoli je bilo tako minimalno, sem pa mogoče kakšen korektor, da sem zakrila kakšen mozolček, pa če sem šla pol kdaj na kakšno prav žurko sem si tudi rada naredila, ampak drugače pa tudi ne, s tem, da v bistvu je bilo obratno, je bilo glih lepo videti punco brez make-upa na nek način, tako v smislu naravna lepota, kaj s tem, ne vem. Mislim, da je bilo to pač takrat navadno, ne? Ker takrat je bilo bolj nenavadno videti punco z make-upom v osnovni šoli ali pa mogoče začetek srednje šole, kakor punco brez make-upa. Ja, je pa ta punca tudi na kozmetični, ne? In očitno one verjetno dajo tudi več poudarka na to, ker kao so kozmetičarke. Ja, ne bi mogla pol glih one najbolj videti, da je prav fajn, da koža malo diha. Diha, ja, se to. Pa lep zgleda make-up, ne? Ja, skratka, okej. Tema mi je tako bizarna za buljanje, iskreno, ampak ne glede na kaj, nima veze, pač to, da tebe nekdo zafrkava zaradi bilo česa, vse ni prav in je prav, da pač se take stvari končajo. Absolutno je prav, da sta šli do razredničarke in je to povedali. Zdaj to, da se je razredničarka z njimi pogovorila in da se stvari pač niso zaključile tam, to potem pomeni, da jaz na vajnem mestu bi svetovala, da gresta potem pač še enkrat do nje. Jaz tudi tako, kar sem jaz zmeraj naredila, nikoli nisem šla tako brez glave, pa brez nosa, ker do razredničarke, pa rekla, to pa to je bilo. Jaz sem si mal v glavi strukturirala stvari. Se pravi, sem rekla, ok, točno kaj bom jaz njej zdaj povedala. Kaj so problemi, kako bi jih jaz rešila, kaj mene moti, kaj me prizadane. In sem si magar tudi v novce to napisala in pač pridete do razredničarke in rečete, lejte, pač situacija je taka in taka,
te punce me zafrkavajo oziroma naj jo zafrkavajo zaradi tega in tega. Nama je zelo neprijetno. Zelo je tudi pomembno, se mi zdi, da pri takih stvarih pač poveš neki osebi, kako se ti počutiš. Da je tebi neprijetno, da ti je nelagodno, mogoče celo, da ti je pač neprijetno že v šolo hoditi zaradi tega, ker se tudi zna zgoditi dejansko. Ne? Ja. Da to poveš, da seveda pač povesta tudi, da veste, da se je razredničarka z njimi že pogovorila, ampak da se vedenje ni spremenilo. To je zelo pomembno, da se pač poudari in da vam je zdaj mogoče še bolj neprijetno, ker pač, da sta mogoče tudi že v tej fazi, ko ne veste več, kaj narediti, ne? Ko sta pač šli do starejše osebe, ampak se ni nič spremenilo. Da pa mislim, da se skličejo mogoče sestanek tudi starši, tudi starši, koncev, ne vem, da pa da ste prav vsi tam, pa da tudi njihovi starši, ne vem, koliko je teh punc, da pač vidijo, ne, kako se obnašajo in da, ne vem, tudi oni mogoče kaj rečejo, mogoče bo to zalegalo, ne. Točno to, ja. Ampak tako, ne vem, bota pa dejansko res ponosni same nase, da kljub temu, da vaju zafrkavajo, da še kar nekako ostajate zvesti same sebi. Vi da sploh ne veste, kako je to redko. In točno to. Res. Moja mama je zmeraj rekla, da kasneje, ko bom nosila make-up oziroma začela nositi make-up, manj gub bo imela. In to je zelo res. Moja mami drugače, ona celo življenje nikoli ni sploh nosila make-upa. Nič. In ima to klepa kožo od glave, če ne. Evo, tako da jaz bi bila na to ponosna. Jaz iskreno, da bi jaz lahko prišla v srednjo šolo brez make-upa, kakor sem tudi. Jaz sem bila na to ponosna. Jaz sem bila ful ponosna in vesela, da hvala Bogu, ne vem, se dosti udobno počutim sama sabo po svoji koži, da tega ne rabim. Pa sploh zdaj se mi zdi, da je v bistvu trend zadnje cajte glih tako malo se obrnil. Se pravi, ni več toliko ta heavy make-up, ki je bil včasih popularen, ampak gremo bolj na te natural looks. Tudi to, samo da glede na to, da ste na kozmetični šoli, mogoče tudi to, kakšni poudar, tako mogoče ima reč, pač vse veste, da pač sploh ni heavy make-up več a thing, ne? Ja, to šlo pač to, ja. Tako, a veš, so v javnem mogoče malo... Točen to, pač. Ja. Nared svoj trend, nared svoj trend, spodbuji ta trend, ki je dejansko res prisoten in eden izmed boljših v bistvu. Z razlogom, dejansko. Ja. Mogoče tista stvar, ki bom rekla, da ne da zdaj užge, ne, ampak definitivno je pa prav, da pač poveš, kako se ti ob tem počutiš. Jaz kot starš ali pa kot razrednik, da bi pač nek otrok prišel do mene in rekel, jaz sem pač prišel do točke, da je meni nelagodno v šolo hoditi zaradi teh punc. Ja, oprosti, če pa to ni urgentno, da ti reagiraš, a ne, pa da mogoče skličeš nek sestanek ali starši ali kakorkoli. S tem, da tudi ne vem, če bi moja hčerka meni rekla tako, da se ji to dogaja, jaz bi hotela ukrepati, v smislu, jaz bi hotela sklicati sestanek kot starš, ne s temi ostalimi pač. Ali pa vsaj z razrednikom, da vidiš pač, kaj se sploh dogaja najprej, a ne? In ali se lahko stvari razčistijo že tam. In če se ne dajo, tako kot se v tem primeru recimo ne, ko ste se že pogovorili, pač gremo naprej. Ne? Očitno pač en sam pogovor s temi puncami in razredničarko ne zaleže, kar pomeni, da pač je pa prav, da vztrajata, pa da se postavita sami zase. Tako. Tudi zato naj vama nikoli ne bo bed ali kakorkoli že, to je... Res, jaz pravim, to je tako redko. Ljudje se danes skozi manj postavljajo sami zase, skozi bolj nekako sledijo tej neki ovčji družbi, zato da se čim bolj vključijo, pa da spadajo. In če ti ne spadaš, pač je life veliko bolj pristen, pa veliko lepši v bistvu na koncu. Tudi velikrat v življenju je tako, da ti kljub temu, da se boš postavil zase, ne pomeni, da se bodo stvari takoj spremenile oziroma da se bo ta oseba takoj spremenila, kar pomeni, da dostkrat, ne samo v šoli, tudi v službi in tako se boš mogel kar parkrat postaviti zase. Ne vidiš, kako je efekta. Postaviti mejo, da se bo nekaj začel spreminjati. In tudi tukaj je tako, zato je pač prav, da vidve vztrajata, prav je, da gresta še enkrat to povedati. Je pa dejstvo, če te kaj tolažne, pač to je zdaj tako, ta srednja šola, res taka specifična situacija. V prihodnosti, verjem, starejši se ne bojo norce delali z tega, ker ne nosiš make-up ali pa ker ga nosiš. Dobro, z tega ne, ampak so pa pač druge stvari so, ki ti sledijo tudi v odraslu life, tudi v službo, to smo se tudi že pogovarjali. Ampak tako recimo, specifično glede tega make-upa, to pa po mojem, da ker je ena taka zelo specifična situacija. Tako da prav je, da vztrajata, da ne obupata, ker ta prvič pa se sprijaznita s te situacije. In evo, na tej točki zaključujeva debato. Hvala, da si nama poslala zgodbo. Če te še kaj zanima, če imaš še kakšno situacijo, kar javi. Drugač pa naslednji mesec je februar, kar pomeni, da to je mesec ljubezni, Valentinovo. Pol imamo tudi pust in pa moj rojstni dan. Tako da nekako po moje ne bova samo, najprej so mislili samo neke ljubezenske zgodbe, ampak ker imava tega tako že dost skozi najne epizode, bova mogoče naredile mešanico tudi kaj povezan s pustom, pa ne vem, mogoče z rojstnodnevnimi zabavami, z rojstnimi dnevi nasploh. Staranje je pač recimo... Točno to, ja. Mene pa v bistvu drugače, veš kaj pa mene ful zanima. Jaz sem ful fan pusta in mene zanima, če ima kdo od vas kakšno tako res odbito, odštekano, šokantno ali pa smešno zgodbo iz
zapusta. Ja. Zdaj ne vem, ali je to nek party, neko rajanje, kostum, mogoče kakšna prigoda, pač res me to zanima. A so kakšne take odbite zgodbe? Iz Amerike imamo ful veliko tega iz Halloweena, mene pa zanima, kaj imamo tukaj v Sloveniji zapusta. Ja, tako da, please, to nama pa pišite, no, to bi bile pa, res bi bili zelo veseli, no, jaz bi bila ful. Ja, Maša bi bila vesela, da čisto, ona je čisto za te stvari. delite kakšne take zgodbe, no. Tako da ja, hvala, ker poslušate, spremljate, če le lahko subskrbite, followite, in ja, to je to za enkrat, no, pa se vidimo naslednji mesec. Naslednji teden seveda ni epizode, tako da spet, če ste novi, mi objavljava 3 nedelje na mesec. Torej, četrta je zmer prazna, ker pač imava tudi druge stvari in raba malo pauzice, tako da to, da veste, da ja, naslednji teden pač ni epizode, februarja se spet vidimo. Tako je, se vidimo. Čau. Čau. A ti to resno?